Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes so z mano v studiu 3 zelo zanimive sogovornice. Lepo pozdravljam Simona Medvešček, Agata Hren in Mirjam Gajšek. Živjo. Res se veselim našega današnjega pogovora, ki bo tekel o naravnih metodah načrtovanja družine. Ker se nekoliko poznamo, smo se kar dogovorili, da se bomo tikale, če lahko. Za začetek pa bomo povabili še nekoga, bomo povabili še Boga v ta naš pogovor. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Bog, Ti vodi naše misli, naše besede in dejanja, da bodo obrodile bogate sadove v nas in vseh tistih, ki to oddajo poslušajo, po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ja, res se veselim tega in hvala, da ste se odzvali temu povabilu, da ste prišle sem. Vse ste v bistvu strokovnjakinje na tem področju naravnega načrtovanja družine ali NND, tako za tiste, ki pač tega še ne poznajo toliko. Meni osebno se to zdi ena taka tema, ki je, se mi zdi, da bi morali vsi vedeti to, ali pa ne vem, vsaj ženske, da bi mogli biti bolj izobražene v tem, da se o tem premalo govori. In predvsem premalo ve, ali pa da kroži veliko nekih mitov, nekih strahov, mogoče pri tem, ali pa nekih neresnic, tudi in bi tukaj danes malo odstrle to zgodbo. Pa bi vas najprej za začetek prosila, da se na kratko predstavite, kdo ste, odkot prihajate mogoče, pa katero metodo, ker vsaka ima eno drugo metodo načez, a ne katero metodo poučujete. Pa če mogoče metodo tudi na kratko, tako v 1-2 stavkih lahko predstavite. Simona. Ja, hvala. Torej, jaz sem v prvi vrsti žena, pa tudi mamica. Simptotermalno metodo, ki jo bom danes predstavila, Senziplan se imenuje. Sem se srečala davnega leta 2002, ko sva se takrat še kot fant in dekle udeležila z Matijem tečaja. Potem sva pa pravzaprav leto kasneje, dobro leto kasneje, ko sva se poročila, začela na polno živeti to metodo. Kasneje, leta 2008, sva opravila v sklopu Nadškofije Ljubljana tečaj za certificirane svetovalce te naravne metode, tako da sva takrat potem pa pridobila tudi certifikat. Torej, da nisva več pravzaprav govorila in navduševala samo najine prijatelje, ampak da sva dejansko začela učiti metodo. In praktično je zdaj že nekaj dobrih 15 let, ko torej poučujeva metodo in jo živiva. Ja, lepo. Torej, vprašala si še, na kako čem se bazira. Mogoče, tako, da malo predstaviš metodo. Torej, metoda je pravzaprav plod dela skupine, ki se je v letih 84 do 91 skonstruirala na podlagi želje preučevanja vseh metod, ki že obstajajo iz tega področja. Nekako, da so pač pravzaprav sicerali vse tisto, kar je potrebno, torej da spremljamo pri ženskem ciklu, da smo gotovi pač v vseh smerih, torej kadar metodo želimo uporabljati za zanositev, za preprečevanje nosečnosti ali pa ko želimo samo pač se spremljati, ne. Tako da v bistvu sta sodelovali pač 2 ginekološki kliniki. Pravzaprav še danes je sedež v Kölnu, torej Univerza Heidelberg in Düsseldorf. In na podlagi vseh znakov in vseh preučitev so pač dognali, da je potrebno spremljati 2 znaka, torej sluz in bazalno telesno temperaturo. Torej, to je jutranja temperatura, ki si jo zmerimo. Zato se tudi metoda imenuje simptotermalna. Torej, v Evropi poznamo več ducat simptotermalnih metod, zato je malenkostno se razlikujejo po pravilih, zato je pač ta metoda potem okrog leta 2009 dobila svoje ime Senziplan. Hvala.
Mirjam, še ti nam malo povej, no? Tako si, kdo si? Jaz sem tudi v prvi vrsti žena in mama, hkrati pa tudi še svetovalka, no, pa zdravnica po izobrazbi. Tako da jaz sem se z Metodo, sva se tudi srečala skupaj z možem leta, mislim, da 2015, dobro leto pred poroko, kot pač učenca takrat. Tako da me spremlja že kar nekaj časa, zdaj od leta 2020 pa tudi delam kot svetovalka. Kaj bi še Katero povedala? metodo Seveda. Jaz pa se ukvarjam z metodo Fertility Care, ki za razliko od Senziplan v bistvu spremlja samo sluz materničnega vratu. Mislim, da njeni začetki segajo tam nekje v leto 1968, potem pa se je... Kot Billingsonova? Ja, v bistvu temelji nekako na pač ugotovitvi od tega gospoda Billingsa. S tem, da je mogoče malo dodatno standardizirana, predvsem to je nek doprinos te metode. Je bila pa razvita v bistvu v Ameriki, no. Tako da so pač izpopolnili malo bolj statistično in znanstveno dodali zraven, bom rekla, ene podpore. Pa ja, predvsem gre za malo bolj standardiziran način opazovanja beleženja, kakor pri Billingsovi metodi. V osnovi pa se osredotočamo isto na, v bistvu na sluz materničnega vratu. Hvala. Agata? Ja, jaz sem tudi žena in mama. Vem, tebe smo že gostili, a ne, ampak... Tako da žena dobrih 10 let, mama pa 9. Pričakujemo našega 4. člana. Čestitke. Ja, hvala. In po ta prvem otroku, torej po tem 9-letniku, sem se odločila, da bi pa se še jaz izobrazila v tem področju. Namreč 1 leto tudi pred poroko sva se tudi midva odločila, sva se takrat odločila tudi za Fertility Care. Tako da sem takrat potem imela svojo uporabniško izkušnjo Fertility Care, ki mi je bil v resnici zelo všeč iz tega vidika, ker se mi je zdelo, da ima zelo dobro podporo tudi, ko gre zdravstveno kaj narobe. Namreč moja prva izkušnja nosečnosti je bila spontani splav in tako sem se počutila vseeno varno pa v nadaljevanju načrtovanja družine, no, tako v tisti podpori, ki sem jo tam dobila. Potem sem pa, pred 9 leti sem pa začela s Fertility Careom tudi. Sem kar par let delala kot svetovalka za Fertility Care. Potem sem se pa pridružila enemu evropskemu timu za neofertility, ki je pa nastal pod okriljem enega zdravnika iz Irske. Je pa v bistvu tudi večfaktorska, gleda torej več kazalnikov, ki se pa v resnici prilagajajo glede na situacijo, v kateri je pač ženska. Torej rabi, koliko zanesljivo si želi, a ne. Tudi to mi je bilo zelo dragoceno, pa mogoče vsi ne razumejo glih tega aspekta, ampak ne potrebujemo vsi enako stopnjo zanesljivosti, a ne. In se mi zdi, da je včasih res vrednost tudi v tem, da če si odprt za življenje, lahko dodaš še pač malo te skrivnostnosti noter z pač metodo, ki ni tudi pol toliko zahtevna, recimo, a ne. Se mi zdi, ko govoriš, no, pa ko ste povedali zdaj o tem, je to čisto ena druga mentaliteta, kot jo današnji svet tako nekako, ali pa najbolj reklamira, ali kaj ne rečem, tudi, ne vem, sama imam hčerko, stara 14 let, ko so se učila, ne, o ženskem telesu, o cikličnosti, če lahko temu tako rečem, ker so se v glavnem učili samo o spolno prenosljivih boleznih in o tem, kako pač ne zanositi. In mnogi, no, še danes imenujejo te naravnim metodama, ne, rečejo kar naravna kontracepcija, ne, sej na nek način, ampak
Ali je to? A se vi strinjate s tem poimenovanjem? Mogoče je malo bolj lahko za ušesa tistih, ki niso toliko v tej mentaliteti odprtosti do življenja, a ne? Ampak če pa ni, no, kar si že tudi ti malo povedala, ne, Simona, da je tako za načrtovanje, kot če se želimo izogniti, v čem se pa razlikuje od drugih kemičnih kontracepcij, pa nekemičnih, recimo teh pregrad in tako naprej. Kaj bi rekli tako, da je naravna metoda, da je nekaj več, neki doprinos mogoče ženskemu poznavanju ženskega telesa? Ja, torej jaz bi najprej rekla, da je naravna metoda način življenja. Pravzaprav lahko rečem, da mi dva z Matijem sva oblikovala najni življenje, najn odnos, najn zakon, najno družino prav preko te metode. Zato, ker se mi zdi, da sva preko spolnosti začela odstirati najtežje vprašanja na eni strani in na drugi strani dejansko spoznavati najni telesi, najno funkcioniranje. In pravzaprav se mi zdi, da tudi Matija me je bistveno lažje razumel skozi cikel, kot bi me razumel kar tako, zakaj se spreminjamo, ker naši hormoni nihajo. Torej vemo, da nas gradita dva glavna hormona, estrogen in progesteron, torej ta cikel nekje pač se spreminja glede na koncentracije teh hormonov, zato smo drugačne, nismo tako kot fantje, ki so praktično črta, ker je koncentracija testosterona več ali manj enaka. In zato si oni pač težko razumejo, zakaj smo, če ne vejo, ne? Tako, če ne vejo, zakaj smo si dekleta v določenih pač, znotraj cikla, zakaj smo pač različne, zakaj različno funkcioniramo. Ne vem, ko mi prinese rože, sem enkrat vsa vzhičena, drugič pa, daj no, kaj porabljaš denar, si bi lahko zunaj na travniku nabral rože. Ampak to je v bistvu zaradi tega, ker se znotraj cikla kot ženska spreminjam in nama je bilo zelo dragoceno to, da sva pravzaprav živela in še živiva z metodo. In enako rečemo vsem tečajnikom, da gre pravzaprav za odločitev, da bo najno življenje torej izviralo iz odnosa. Tako kot je Agata prej lepo rekla, zelo lepo se mi zdi, da pravzaprav se midva odločava, torej kako bova živela metodo, v smislu tudi lahko zanesljivosti, v katero smer jo bova živela, in da za razliko od kontracepcije, ki jo pač ki nas določa, v smislu, če se odločim, da bom v tem življenjskem obdobju jemala kontracepcijo, pomeni, da sem takrat neplodna, medtem ko tukaj se lahko odločam iz dneva v dan, torej vsak dan posebej, torej midva se lahko vsak dan odločiva, ali sva odprta življenju ali nisva odprta življenju, in to se mi zdi velik doprinos. In hkrati, kot sem že rekla, to, da se lahko ogromno pogovarjava in srečujeva, ker jaz mislim, da se naša življenja pravzaprav začnejo pri telesnosti, torej pri čutenju, pri naši intimi, in iz tega potem raste najna duhovnost, najna enost. Naš odnos, ne? Ja. Kako je z uporabnostjo oziroma z zanesljivostjo teh nekemičnih, pa tudi kemične kontracepcije v primerjavi z tako zanesljivostjo teh naravnih metod, vemo, da jih je veliko. Pa tako, če malo poveš, ker si zdravnica, pa mogoče kako je bilo na faksu, ker si se srečevala s tem. Mogoče bi obrnila tole vprašanje, se pravi bolj, kolikšna je zanesljivost naravnih metod v primerjavi z pač nekimi tako hormonsko ali pa mogoče mehansko kontracepcijo. Bi bolj rada razbila ta mit, da v bistvu gre za to, da so naravne metode kar zelo dovršene in tudi zelo zanesljive. Zdaj jaz čist številk ne poznam vseh, ampak za fertility care je pač recimo zanesljivost metode 99,5% uporabna, pa 98,6%, kar je v bistvu veliko višji procent, kakor mogoče je bilo recimo meni, kot študentki, takrat predstavljeno v smislu, to so pa nezanesljive metode. Je pa res, da pri naravnih metodah je, tako kot je že Simona malo omenila, ne gre za to, da jo
ko pa ne vem, želiš zanositi, prenehaš uporabljati, kar je značilno za recimo metode kontracepcije, ki že v samem imenu to nosijo. Medtem ko naravne metode so metode načrtovanja družine, se pravi načrtovanje družine, pa vključuje tako obdobje, ko si pač želimo zanositi, kot obdobje, ko si ne želimo. Tako da tukaj je neka primerjava, ki v bistvu niti ni zares primerjava. Ne primerjamo dveh enakovrednih stvari, se pravi kontracepcijo, ki je ustvarjena zato, da ne bi zanosili, se pravi je vsak namenom, tako, ja, in je vsaka nezanesljivost je spodrsljaj, ki je pa nosečnost, pri nas pa v bistvu nosečnost ni nikakršen spodrsljaj. Tudi ne želimo, da jo pač klienti tako dojemajo. Je pa tako, kot je prej Agata lepo rekla, so pa zelo različne potrebe in želje glede tudi stopnje tega, kako močno v tem trenutku recimo čutva, da ne morava sprejeti življenja novega člana družinskega, ali pa pač na drugi strani, kako zelo si želiva, ali pa sva pač enostavno sproščena. V tem smislu, še ena taka, ne vem, mogoče mit ali pa iz medicinskega vidika ena taka zmotno prepričanje je, da ne vem, na hormonski kontracepciji, ko pač ženska jemlje tabletke, pa reče, zdaj imam pa pač normalen cikel, nisi v ciklu, ko jemlješ v bistvu hormonsko kontracepcijo, imaš res neke krvavitve, ki so redne, ampak to niso krvavitve, ki bi bile menstruacije, ki bi bile pač nekaj, kar bi se fiziološko v tvojem telesu dogajalo. Ja. Tako da to je pač, mislim, da nekako niti ni neke primerjave. Kar je pač pomembno povedati, je pa res to, da so naravne metode dovolj dodelane in dovolj zanesljive za, mislim, da povprečnega uporabnika, ki pa je pripravljen neki truda v to vložiti, seveda. Ja. Ko sem na YouTube tipkala Natural Family Planning, kot se pač NND, naravno načrtovanje družine imenuje v angleščini, mi je med drugim našlo zelo veliko nekih amaterskih posnetkov, kjer ženske, tako pač v angleščini, razlagajo večinoma neko obliko koledarske metode, ki so jo poznale naše babice, se pravi mogoče tisto neko štetje dni, ali kako se je včasih imenovala. In se mi zdi, da tudi sicer še vedno toliko veliko ljudi ne pozna tega napredka, kot smo zdaj že malo omenili, te pač tudi zanesljivosti na eni strani, ker so se te metode močno razvijale, čez zadnja desetletja, pa sploh, tako, kot ste že povedali. Kako vidite vi, ne vem, mogoče to težava kondoma kot recimo ene propagande, ene zaščite, v primerjavi, ker se mi zdi, da je tako sploh mogoče med kristjani tudi dosti pogost način kontracepcije, v primerjavi z naravnim načrtovanjem družine. Zakaj je ta razkorak tako velik, oziroma zakaj se je težko odločiti? A je res samo nepoznavanje? Kaj bi rekla Agata? Jaz iz svojih izkušenj zdaj lahko povem, da imam v bistvu skoraj večino parov, ki v bistvu niso iz katoliškega kroga. Torej, naravno načrtovanje oziroma zelo lušten, moderen izraz mi je tudi zdaj zavedanje plodnosti, ker gre v bistvu to, da ni nekaj, kar pač uporabljaš, ampak nekaj, česar se zavedaš, ti veš, kdaj si plodna in kdaj nisi. Da se prepoznava res velika vrednost vseh teh metod, ki ne posegajo v telo, in hkrati omogočajo tudi večjo bližino. Jaz mislim, da res omogočajo večjo bližino med zakoncama. Glih zaradi tega, ker omogočajo tudi večjo ranljivost. In to je tisto, česar se mogoče veliko ljudi tudi na nek način boji, ali pa si želimo imeti totalno kontrolo nad vsem. Zdaj, kar se tiče našega katoliškega miljeja, bi rekla, da je veliko prisotno še to, da se je v nekem obdobju so se te metode
predstavljale, ampak zelo poenostavljeno. A ne? In človek ima nekaj teh informacij, si zapomni, pol pa misli, da je to. A ne? V resnici pa je moje mnenje, za katerim 100% stojim, da je zanesljivost metode izključno res v dobrem vodstvu. Mislim, da je par let nazaj poslušala sem eno gospo, ki se s tem ukvarja že več desetletij in rekla, 40 let nazaj je imelo večino žensk čisto običajne cikle. Zdaj takih skoraj ni več. Torej, smo soočeni z večjimi izzivi, ampak tudi te izzive se da res shendlati. Ja, preseči, nekako. Ja. Se mi zdi, da je tako pomembno, da vemo, da je tukaj en velik napredek, bil narejen. Ampak vseeno, zdaj smo to govorili o zanesljivosti, pa o tem pa vemo, da je nemalo število parov, ki doživijo neko razočaranje tudi ob uporabi naravnih metod, pa mogoče zato potem prekmalu obupajo, ali pa ne vem, v čem vi vidite, ali pa če ste imeli mogoče med vašimi strankami, sigurno ste imeli verjetno kakšen tak primer, pa ne, da je lih obupal, ampak mogoče, da so se spraševali, ne vem, ali v čem vi vidite, da je glavna težava mogoče tem, da metoda spodleti, ali če lahko tako rečem, Ja, kot je že Agata rekla, jaz bi rekla, da prvo je to poznavanje metode na 3/4. Delanje nekih oklepajev ali pa nekih poenostavitev, ki so nevarne. Kako se pa recimo dobi znanje na 3/4? Torej, gre za to, da torej že v bistvu kako pristopiš, torej midva si želiva živeti po naravni metodi, ker si to slišala, prebrala nekje, videla neke članke, kakorkoli, in potem začneš brskati po internetu. In pač internet je poln vseh informacij, torej tudi veliko dezinformacij. Tako, dezinformacij, in v bistvu se začneš učiti preko interneta. Zdaj, Nemci so delali raziskavo tudi, če se naučiš samo po knjigi, da se zgodi pač več poenostavitev pri uporabnicah, ko z metodo začnejo živeti. Tako da, jaz tukaj kar priporočam, da se pač pari, ki si želijo, ali pa posameznice, ker ni potrebno, da si spolno aktiven. Torej, meni je bilo tako lepo, ker je prijateljica redovnica želela poznati svoj cikel, kako jo pravzaprav oblikuje, kako oblikuje njeno življenje. Tako da, je fino, da v bistvu stopaš v kontakt z nekim svetovalcem, ki tukaj strokovno ti pomaga, ki ti pomaga tudi, tako kot je že Agata prej omenila, v teh obdobjih, ko recimo cikli niso harmonizirani, torej da ti svetuje, kaj narediti, kaj je tisto, kar je zagonetka, da v bistvu cikel ni harmoniziran, torej da zagotavljamo uporabnici oziroma uporabnikoma, če je to par, čim boljšo izkušnjo. Ker če je naju strah, ko živiva, recimo, da se odločiva, da 200% ne želiva zanositi, ali pa da to niti ni najna odločitev, ampak je posredi prišla neka bolezen, mogoče carski res, pa dejansko ne smem zanositi, torej da sva tudi takrat varna v spolnosti. Zato se mi zdi, da jaz vedno rečem tečajnikom, glejte, vedno veste kontakt naših senziplan svetovalcev, torej pokličete, se dogovorimo za individualno srečanje in pač prediskutiramo, kako naprej. Torej, se mi zdi zelo dobro, da smo povezani, da torej ne gre za tiste čaj, ki ga na začetku pravimo, da se naučimo metode, da se naučimo beležati svoje znake, torej, ker je zelo faktografsko, ampak da pravzaprav živimo potem vsako desetletje, ki je drugačno, torej z metodo. Torej, jaz zdaj, ko sem stara 40 plus, je popolnoma drugače, kot ko sem bila stara 20 let in sem metodo spoznala. Je drugače z metodo živeti po porodih. Torej, so te variacije, mi jih sicer na teh uvodnih tečajih vse obdelamo, ampak se mi zdi tudi fino potem osvežiti neko znanje. Jaz velikokrat rečem tudi možovom, ko bodo pa žene preveč sitne, pa le pokličite, bomo pogledali, kako je s hormoni, če je tudi tukaj
Običajno so to bolj, ko se približujemo tej menopavzi, se dogaja pač ta razdražljivost, vedno več je pač nekih telesnih obremenitev, ki jih mnogo bolj čutimo, ko smo bile stare 20 let in je telo še v polnosti funkcioniralo. In je fino, da veš, da imaš nekje v ozadju, da se lahko na nekoga obrneš, kjer boš dobil verodostojno informacijo in ki je v končnem tudi v kontaktu s tvojim ginekologom in je pripravljen tudi z ginekologom predebatirati situacijo in svetovati nadaljnje zdravljenje oziroma terapijo. Ja. To se mi zdi tako dragoceno, ker ko si opisovala, da se zavedaš, ženski cikel, v katerem obdobju si, se mi zdi, da najpogostejša dilema uporabnic, ne vem, tako si jaz predstavljam, da je to pretežko, da bi spoznala mogoče moj cikel, ali pa da je težko to beleženje, da je to tisti napor, ki ga je treba vložiti. Kako vi predstavljate, da pa ne vem, ker meni se zdi vredno truda, je že res, na začetku moraš pridobiti mogoče malo več znanja in malo več vložiti, pa fino je, da se potem izobražuješ in še dograjuješ. Ampak jaz se sprašujem, se mi zdi, da veliko žensk misli, to ni zame, ker jaz nimam pa rednega ciklusa. Pač sej, spremljajo se že toliko, da vejo, recimo na koliko dni imajo menstruacijo približno, ampak ugotovijo, zdaj sem jo imela na 25 dni, zdaj imam pa 32 dan in to ni reden cikel, recimo. A se srečujete s takimi uporabnicami, da nimajo rednega ciklusa po tej definiciji? Ja, zdaj najprej pač je treba definirati, kaj sploh je reden cikel. Zdaj reden cikel naj bi bil dolžine od 21 pa do 38 dni, vsaj. Tako in tole, kar si zdaj naštela, v bistvu oboje lepo pade noter. Tako da velikokrat te dvome razblinimo na prvih srečanjih individualnih, ko ženska v bistvu gotovi, da ima čist lepo redne cikle, da mogoče je kakšen cikel res malo daljši, ampak nekako je že to eno zavedanje, ki doda motivacijo. Kar si pa še tudi prej omenila, glede tega zalogaja za učenje. Jaz osebno opažam, da mogoče je to res na prvih srečanjih tisti največji problem, kako bom pa zdaj to prepoznala, kako bom to zapisala, kaj pa to zdaj pove. Ampak kasneje pa pravzaprav še tisto, kar se ni potrebno naučiti na pamet, vsi vejo. Vsaj tako imam jaz izkušnje, da znanje ni potem več tak problem, kot je mogoče ena motivacija, pa odločanje, pa to, da si pač sam pri sebi popustljiv postaneš. Mogoče postaneš, ne vem, ali nekoliko malomaren, ali tako ravnodušen glede uporabe. Tako da tukaj tudi vidim en tak doprinos, tako kot je že Simona omenila, da smo svetovalke tiste, ki smo v bistvu v vsem tem procesu, v celem obdobju reproduktivne dobe zraven, pa ne tako nujno vedno tesno zraven, ampak vsaj smo nekje v ozadju, se lahko na nas pač klienti kadarkoli obrnejo, tudi s temi spremembami in s tem. Zdaj, jaz mislim, da z izjemo neki, ne vem, koliko številke, žensk, ki so res prišle do nas že tik pred menopavzo, pa smo jim potem dali pač preveriti hormone in se izkazali, da mogoče res ni več smiselno, da bi se začele učiti. Še najpogosteje je bila to situacija, da so prišle zaradi težav z zanositvijo, pa smo pač tlele rekli, mogoče bi bilo fino preveriti najprej hormone, da vidimo, kakšen je sploh potencial. Tako drugače pa mislim, da ni nekih posameznic, za katere bi striktno rekla, da ne morajo uporabljati naravnih metod. Tudi sem že slišala za primere, ne sicer pri nas, da so se tudi po sterilizaciji še odločile, da bi pač se učile naravno metodo, čeprav so v bistvu tak poseg naredile v telo. Ampak iz vidika enega večjega vpogleda v svoje zdravje, v tako stika s seboj, in potem tudi stika pač Kaj pa spremljajo, če so sterilizirane? Mislim, kakšne znake bi pol to spremljali? Čisto tako me zanima. Odvisno, pač odvisno kaj, če recimo odstranijo, če je histerektomija, odstranitev maternice, pač še vedno ovarji, recimo so
prisotni, a ne, hormoni še vedno so, tudi to bi bilo zelo nevarno, da bi v bistvu žensko hormonsko Čist sesul. ja, če ni, ali pa ne vem, če pač podvežejo recimo jajce Jajcevode. vode, a ne, še vedno pač hormonska aktivnost je, čeprav brez neke možnosti, Ja. možnosti zanositve, a ne. Tako da, ja. Tako lepo si povedala, a je nujno, da se partner skupaj z žensko odloči? Ti si rekla prej, da imaš iz nekrščanskih krogov tudi veliko samostojnih uporabnic, ali kaj bi svetovala? No? Kaj pa, če partner mogoče ni toliko navdušen? A pride kakšna taka? Ja, zelo velike take. Zelo velike take. In se mi zdi najprej, kakšen je princip, po katerem delam. Torej, pač jaz tudi individualno se srečujem. Vsako srečanje je individualno žensko in lahko greš z njo. A ne? Lahko se res prilagodiš njeni situaciji. Najprej mora ona res ratati samozavestna v tem, pa tudi umirjena. Tako, da je ona prepričana v to. In zelo velikokrat partnerji opazijo spremembo, recimo, ali pa se skozi uporabo potem Navdušijo. ja, prepričajo o zanesljivosti, ker si gremo počasi, se jih počasi navajamo. Ta kontracepcija je tako vsrkana tudi v naše misli, da imamo samo še takšno miselnost. Takoj, ne? Direkt. Pač, ne smeš zanositi, nič ne sme pač iti narobe, to moraš uporabljati, drugače zanosiš. In tako je počasi treba to izrivati. In tako začnemo, najprej bomo v tem obdobju začeli metodo uporabljati, ker je takrat še pač, takrat je najbolj zanesljiva in zdaj bomo v vmesnem V času. katerem obdobju je to? Dej povej. Torej, v fazi po ovulaciji, če je ovulacija res dobro potrjena, a ne, če je zanesljiva. Mislim, sej več ne želim posploševati, ker so pač, tako kot vsaka ženska ima res svoj cikel, ampak večinoma imamo sploh pri tistih, ki so malo bolj zapleteni cikli, malo več dela s fazo pred ovulacijo. Ja. In to nam omogoča tudi dodaten čas, da lahko delamo na tej fazi pred ovulacijo, da jo uredimo, a ne, s tem, kaj je plodno, kaj ni plodno. Tako da res je pa zelo dragoceno, no, tudi za same ženske, takrat, ko so pa moški zraven in so podpora, ali pa samo, da so podpora tudi, če niso prisotni na samih srečanjih. No, glih imam primer ene klientke, ki v bistvu še razseljena živita, no, in se pol skupaj mislim, sta se uspela povezati skupaj na srečanje, ne. In je tako, ta vključenost mož, kako jih zanima, oziroma pač fantov, kakorkoli, je v bistvu tisto, kar je pa res, se mi zdi, da pove dosti tudi o odnosu, no, tako. Kje je baziran odnos, pa kam ima potencial ta odnos tudi pridati. Dajmo čisto na kratko, zdaj sem pomislila, mogoče predstavimo še cikel, a ne, da bomo si sploh imeli v pogledu to, o čem govorimo. Katera bi ga želela predstaviti? Simona, mogoče ti? Torej vsak cikel se začne z krvavitvijo. To je takrat, ko se sluznica maternice ščisti. Ponavadi pač traja to čiščenje, torej ta menstrualna krvavitev nekje do 1 tedna, s tem, da se v prvih 2 dneh nekje 40% ščisti te sluznice. Zdaj v povprečju govorimo, torej nekje manj kot 100 ml krvi naj bi v tem času vsaka ženska izgubila. Potem pa je torej najbolj variabilen, kot je že Agata rekla, ta prvi del, torej cikla, torej ko gre za začetek, torej imamo v hipofizi za češpljo velik organ, ki pač sprošča, torej ko je v bistvu žena pripravljena, ko to naše telo pravzaprav zazna, ko hipofiza zazna,
Torej, ker plodnost je neki dodana vrednost vsake ženske. Torej, prva stvar, ki jo telo ukine, kadar smo pod stresom, kadar imamo prenaporno življenje, je običajno pač plodnost. Zato tudi vemo, da ko grejo ljudje na dolgo potovanje, Na dopust odklopijo se. recimo, ali pa v misijone, da običajno cel čas, pa tudi lahko traja celo leto, ko so v misijonih, velikokrat izostane menstruacija. Aha, ko so pod stresom, misliš? Pod stresom, ali pa Jaz sem recimo- mislila njih obratno, ne, da če ne morata zanositi, da potem, ko gresta pa nekam, pa se odstresneta, ali kako bi se rekli. Ja, jaz mogoče zdaj razmišljam bolj samo pač o dekletu ali pa o ženi, torej ne kot o njiju dveh, zato tako, ker govorimo o ciklu. Torej, in v bistvu pač potem, ko je torej telo pripravljeno, hipofiza sprosti tako imenovani FSH, folikel-stimulirajoči hormon, da se v naših jajčnikih, v enem, torej levom ali pa desnem, začne zorenje jajčnih mehurčkov. Torej, v vsakem ciklu zori nekje 25 do 30 jajčnih mehurčkov. In v bistvu, ko je pač eden izmed teh jajčnih mehurčkov dovolj dober, torej to je narava je tista, ki to izbere, torej če imamo dvojčke, je pač lahko teh jajčnih mehurčkov več, ampak običajno je eden. In ko je ta pripravljen za oploditev, se zgodi ovulacija. Torej nekje je pač ovulacija 12 do 18 ur. Torej takrat pravzaprav, če bi gledali samo biološko, smo ženske na nek način razpoložljive, torej naša jajčna celica je razpoložljiva 12 do 18 ur za oploditev. No in potem v bistvu po ovulaciji se pa, torej ob ovulaciji nisem še povedala, torej ko spet torej telo zazna, da je prišlo, torej da so jajčni mehurčki dovolj zreli, hipofiza sprosti tako imenovani LH, luteinizirajoči hormoni, in v tistem trenutku se zgodi potem ovulacija. No, potem se pa v drugem delu cikla, ki je pa, tako kot je že Agata rekla, ki je neploden del, ki pa traja v povprečju 12 do 16 dni, zato je pač tako varen. Torej, ko smo mi enkrat potrdili ovulacijo, to pomeni, da se je maternični vrat zaprl, kar pomeni, da ne tipamo več sluzi, torej, da se je naša temperatura povišala, v tem primeru, če si merimo še temperaturo, torej, da s temperaturo potrdimo ovulacijo, je pa potem to obdobje po ovulaciji, torej teh 12 do 16 dni neplodnih in potem pač se pač vse skupaj zgodi ponovno. Tako na kratko, upam, da sem približno. Super. Kaj se dogaja s sluzjo, pred ovulacijo, po ovulaciji? Pa mogoče še eno tako vprašanje, ne vem, beli tok, o tem se tako veliko govori, mislim, veliko. Ženske recimo, se mi zdi, sploh, ki ne spremljajo ciklusa ali kako, uporabljajo beli tok, pa pogosto v nekem, pač to besedo, pogosto v nekem mogoče takem malo slabšalnem, v smislu neke nadležnosti, a je to res, a to nekaj dejansko obstaja kot eno zdravstveno stanje, ali je to v bistvu samo ta sluz, ki je pač enkrat je več, drugič manj, mogoče Mirjam. Ja, se pravi, prva stvar, kaj se dogaja s sluzjo? Se pravi, zdaj bom rekla, en šolski cikel, šolskih ciklov je presneto malo. Bi izgledal tako, da po tej menstrualni krvavitvi sledijo suhi dnevi. Se pravi, to so dnevi, ko ženska ne opaža nobene sluzi. Potem pa se začne razvoj sluzi, ko je sprva malo bolj, bom rekla, manj kakovostna, in bolj, ko gremo proti ovulaciji, bolj kakovostna. In ko je enkrat ovulacija v bistvu mimo, je potem tisti hormon, ki prevlada v tej drugi dobi, ki je tudi zaslužen za to, da se temperatura dvigne, je progesteron. In takrat v bistvu tudi sluzi več ni. Zdaj pravim, to je šolski cikel. Če dalje več ali pa mogoče veliko žensk se srečuje s tem, da ves čas opaža neko sluz. Da v bistvu razen krvavitve praktično ni nekih drugih suhih dni. Zdaj,
odvisno, a ne, jaz ponovadi preverjam pri svojih klientih, ko pridejo s vprašanjem o belem toku, kaj to za njih pravzaprav pomeni. Ja. A to je to, kar pač vsak dan nekaj opazi, a ne, če je to, potem res govorimo o nečem, kar je v ozadju, a ne. Lahko je ta beli tok povezan tudi z nekim neravnovesjem v bistvu vaginalne flore, lahko gre za neko vnetje, lahko gre za neko okužbo v ozadju, a ne, če pa povezuje ta beli tok zgolj s tistimi parimi dnevi sluzi, ki je pač čisto dobrodošla in normalna v vsakem ciklu, a ne, ki je pač okrog ovulacije, potem pa moramo pač malo predebatirati, zakaj to je in tako, ja. In ponavadi pridemo do tega, da pol ni več to neka nadloga, ampak je v bistvu zelo dobrodošlo, ker ji tudi pač pomaga, da spremlja svojo plodnost, a ne, in na vsezadnje pomaga zanosati, a ne, saj to je, to nalogo ima ta sluz, a ne. Prej je Simona omenila, da je v bistvu jajčece na voljo samo 12 do 18 ur, a ne. Nekateri podatki govorijo celo o 24, ampak bližje 12 uram, a ne. Imamo pa pač to sluz, ki jo pri vseh treh metodah pravzaprav opazujemo tudi, ki podaljša to okno plodnosti na račun tega, da vzdržuje semenčice, a ne. Se pravi, brez sluzi semenčice znotraj ženskega telesa v bistvu ne bi preživele, a ne. Ko pa je prisotna ta ugodna sluz, pa semenčice preživijo in na ta način se plodno okno podaljša, a ne. Zdaj, če pa je prisotna skozi neka sluz, je pa včasih tukaj vzrok lahko hormonski, kot sem že prej rekla, tudi nek, a ne, lahko vnetje ali pa okužba, kaj od tega takrat se da, bom rekla, se da pomagati, se da nekaj narediti na tem, da se pač ta beli tok zmanjša. V kakšnih ciklih pa vidimo, da kljub vsemu, a ne, vztraja nek stalen izcedek, ampak to ni ovira za uporabo metode, no. A ne, se pač ženska nauči na drugačen način prepoznavati svoje plodne dneve, no ne na drugačen, ampak malo drugače pristopimo, a ne, da jo naučimo, kdaj pa zdaj ta sluz, ki je dejansko odgovorila na hormonske spremembe, ki je povezana z ovulacijo, in kdaj je tista sluz, tisti ostali izcedek, ki pravzaprav ne igra vloge pri plodnosti, je pa prisoten, a ne, skozi cel cikel. Kako je zdaj, lepo ste predstavljali, ne, cel cikel in ta sluz in ti plodni znaki, ti se še bolj mogoče ukvarjaš s to cikličnostjo, kako se ženska spreminja glede na obdobje, v katerem je, kaj recimo tudi tebe, vem, kot uporabnico navdušuje, pa mogoče ti svoje klientke seznaniš, no, s tem, kaj naj počnemo same sabo, mogoče, ko si gremo na živce, ko smo same v kakšnem takem, pač v tem obdobju, a ne, ko smo bolj občutljive, daj nam malo to predstavi, ne. A si ziher, da hočeš iti toliko na globoko? Ampak samo na kratko, no. Načeloma te spremembe pod vplivom estrogena nas delajo take živahne, torej v tem obdobju, če se tega zavedamo, lahko tudi to izkoristimo, a ne. Lahko izkoristimo motivacijo, ki pride zraven, lahko izkoristimo za to, da se lotimo kakšnih težjih projektov, ki nas malo dlje časa že bremenijo. Recimo pospravljanje omare tvojih otrok. Potem pride eno to obdobje po ovulaciji, ki je pa tudi zelo stabilno. Tako čustveno stabilno, torej kmalu po ovulaciji, načeloma se hitro nas ta progesteron naredi tako čustveno stabilen. Progesteron je tudi naravni antidepresiv, torej vpliva na naše razpoloženje. In to je načeloma tudi eno tako obdobje, ki zelo dobro lahko sodelujemo z drugimi ljudmi v odnosih. Tako da ta dva obdobja načeloma ne prinašata nekih preizkušenj, bi rekla, večjih. Jih pa torej obdobje pred menstruacijo in mogoče tudi sama menstruacija, ne? Ker takrat se pa bolj izpostavi to, da postanemo ranljive ali pa da nekako se poveča občutek, da nimamo še same sebe pod kontrolo, a ne? In to so lahko zelo tesnobni občutki, če ženska s tem ni v nekem
če se ženska proti temu bori ali pa tega ne more sprejeti. Je razlika, lahko je to posledica tudi hormonskega neravnovesja, da to obdobje predolgo traja. A ne? Nekaj je pa nekaj tega umika stran od ljudi, pa da si vzameš nekaj časa zase, pa tudi da te stvari zmotijo, to je pa nujno potrebno. A ne? To je pa nujno potrebno in tudi v tem obdobju, če imamo to ozaveščeno, je čist drugače se lahko s tem soočamo. Torej, ni samo, te ne zagrab panika, kako si ti na robu ločitve, ker veš, da v bistvu samo ti mogoče tako percepiraš svet, tvoj odnos, tudi te situacije, v kateri si se znašla. Hkrati pa se mi vsem zdi pomembno, da tega ne zanemarimo, da ne rečemo samo, to so samo hormoni. Ne, tudi to obdobje nam pokaže, kaj nas vse moti. In je resnic koristno, ne? Tako, ampak ne smemo pa na tem potem ravnati, ne, takoj. Moramo še premisliti in to, da premišljujemo, nam je pa v bistvu podarjeno to obdobje menstruacije, ki je pa res še tako, tudi fizično se lahko slabše počutimo, smo lahko bolj utrujene, ne vem, ta možganska megla se pojavi, ne, tako bolj počasne. Nas res bolj usmerja vase, pa v eno to premišljevanje, v eno kompostiranje, da delaš nekaj kvalitetnega, tudi če nič ne izgleda, v tistem mirovanju na nek način, če si to mirovanje vsej nekako dovoliš, to ne, mislim, super bi bilo, če bi si lahko vzela, ne vem, prvi dan menstruacije čist dopust, ja. Ampak dvomim, da je to realnost sodobne ženske, že samo ozaveščenost se mi zdi, da pride prav, da daš eno predstavo nižje, da si manj zahtevna do sebe in da si vzameš tudi čas za premišljevanje, za tišino. Tudi malo razmisliš, kako se boš pa zdaj, potem ko pride spet to ustvarjalno obdobje in zagon, lotila teh težav mogoče, ne, ker se boš z nekim večjim optimizmom. In tudi to pravijo ženske, da dobijo ravno v menstruaciji kratko malo več intuicije. Ta stvar, ki me je čist provocirala, čist razumem, da me je, ni panike. V nekih drugih situacijah pa res vidiš, ne, tole, pa res moram nekaj na tem narediti, ker to pa ni ne, tukaj se pa moram zdaj tega lotiti v obdobju, ki prihaja. Ja, super. Jaz mislim, da tole, kar smo zdaj povedali, to bi mogli učiti že najstnice v šoli, o tej lepoti ženskega telesa, o tem, vsem tem, ker se mi zdi, da največji poudarek je pa samo na tem varnem seksu, oziroma zaščiti in neki hormonski kontracepciji. Že prej ste tako lepo povedali, da teh normalnih, ali pa, kot bi se rekli, nekih šolskih, sej šolskih tako ni, ampak nekih normalnih ciklov, da danes ni več, oziroma jih je zelo, zelo malo. V čem je težava? Je to težava v tej vse prisotnosti kontracepcije, ali to pojemo s hrano, da so to taki motilci naših, kaj vi opažate? Mogoče kar vsaka malo pove. Ja, jaz bi rekla, da pač ravno preko cikla lahko ugotovimo, kaj so motilci. Torej, te motilce s pomočjo najprej svetovalca začnemo razčlenjevati oziroma ugotavljati, če je tisto res motilec. Torej, pri Senziplan metodi je to zelo preprosto, zato ker temperatura je tista, torej telo se, kadar je velikokrat, kadar je pač nekaj narobe, kadar je nekaj prestresno, odreagira s povišeno temperaturo. Tako da tukaj nam temperatura zelo pomaga. Potem pa v bistvu uporabnica piše, kaj je bilo tisto, kar je vplivalo na to povišeno temperaturo, in potem se začnemo pogovarjati. Tako da mi pravzaprav skušamo urediti cikel, ker kot smo že prej govorili, mi se moramo zavedati, da samo 13% deklet ali pa žensk ima cikel dolg 28 dni. 60% deklet ima cikel dolg znotraj v bistvu več, torej varira več kot en teden, od tega 30% torej med 1 in 2 tednoma. Torej, to je zaradi te prve faze, torej, ko FSH hormon sproži zorenje jajčnih mehurčkov.
Torej, kadar smo recimo, to se lepo vidi iz ciklov, kadar smo mi na začetku cikla pod stresom, kadar smo bolne, takrat običajno se to ne zgodi. Torej so v bistvu tudi naša rodila v mirovanju, ravno zato, da bi me prišle k sebi. Tako da velikokrat pa jaz opažam pri svetovanjih, da neke, bom rekla, permanentne motnje, dejansko, če jih ne odstranimo, lahko tudi vplivajo na neplodnost. Spomnim se recimo ene gospe, ki po 2 otrokih ni mogla več zanositi. In vzrok je bil v tem, da je, ko je ona pač uspavala ta 2 otroka, je z njima zaspala, potem je pa vstala, šla narediti še neko delo, običajno je šla zamesiti kruh in potem je šla k počitku. In dolgo časa nisem razbrala, kaj je, ker ona v bistvu tega ni napisala v cikl, ampak sem pa v bistvu pravzaprav po tisti žagasti krivulji videla, da je nekaj močno narobe. In potem pač preko pogovora sva ugotovila, da to počne. In to je bilo za njo prestresno, ker ona je pravzaprav ta nočni počitek, ki bi pač mogel biti v enem kosu, je pravzaprav prekinjala, konstantno, dan za dnim. Včasih je v bistvu čisto neka taka, bi rekli, reč, navada, ki pa močno vpliva. Tako da moja želja kot svetovalke je, da izboljšamo način življenja, torej da spremenimo način življenja, da ta cikel postane bolj šolski, zato ker pravzaprav je cikel odraz našega zdravja. Torej mi si dolgoročno kopljemo težave, če je naš cikel tako zelo porušen. Ker govorimo tukaj pač, če rečemo, da prvi del cikla gradi estrogen, poenostavljeno, in drugi del cikla progesteron, morata biti ta 2 harmonizirana. Torej mi moramo ugotoviti, kaj je vzrok, da ta 2 dela nista harmonizirana. In torej to s posvetovanjem potem čim bolj razrešiti. Zato tega, ker na ta način potem ženski omogočimo kvalitetnejše življenje. Tako da tudi v teh obdobjih, kot sem prej govorila, torej, ko prehajamo v meno, torej, da v bistvu tukaj harmoniziramo žensko, ali pa recimo v pač nekih bolezenskih, danes vemo, da imamo policistične jajčnike, zelo prisotne, torej, da tam omogočamo ženski čim boljšo kvaliteto življenja, kljub temu, da pač ima neko, rečemo, sistemsko težavo. Kaj praviš, Mirjam? Ja, jaz se zelo strinjam s tem. Mogoče bi dodala sem še to, da težko je zdaj iskati tistega krivca, kot si rekla, je to zdaj v hrani, je to v vodi, je to v zraku. Vse povsod, ker je veliko enih hormonskih motilcev in stresorjev vse prisotnih. Tako da se mi zdi, da tukaj je res en velik, mogoče doprinos tega individualnega spremljanja, da ženska tudi sama sebi in pač s pomočjo svetovalke dopusti, da pač poišče svoj, kaj pa njo pravzaprav stresira. Tako, ko si prej omenila, ko gresta na dopust za vnos, različno, za eno žensko je pač tisti dopust enormen stres, za eno je pa pač tisti res odklop. Tako da tukaj se mi zdi, da kakor posameznic toliko pravil. In je res pomembno, da mi tudi tle res ne spremljamo zgolj in samo znakov plodnosti, ampak tudi še ostale stvari, tudi ostale znake, kot je Simona omenila. Vprašamo po stresu, vprašamo po spremembah v življenju. Ne vem, a imaš kakšna nova zdravila, imaš kakšno drugačno vrsto prehrane, si začela mogoče s kakšno bolj intenzivno vadbo, a imaš izpitno obdobje zdajle, ali ne vem, je sorodniki iz Amerike na obisku, pač zelo, zelo, zelo različni so te stresori, ki vplivajo in mislim, da da ne moramo reči, to je krivo. Je pa večjih, to je pa dejstvo, da jih je veliko več, kolikor jih je bilo mogoče toliko in toliko let nazaj. In potem lahko tudi ta proces traja dlje, da pač ugotovimo, kaj je pravzaprav narobe. Ampak se da ugotoviti, se da upoštevati in se da potem na nek način tudi temu načinu življenja prilagoditi.
Odvisno, v katero skrajnost si želiš iti. Ker moje mnenje je, da so hormonski motilci toliko prisotni vse povsod, da pač, če tebe res ne veseli povsem naravno življenje in eko hrana, če si ne želiš, da ti to rata en malik, moraš do neke mere sprejeti, da si, mislim, niso vse ženske občutljive enako, a ne? To je tudi ful pomembno. Ti imaš lahko zelo rezistenten cikel, pa te vplivi okolja ne bojo vrgali iz tira, drugo žensko bojo, a ne? Torej, stres, tisto, kar sta vidve izpostavili, in jaz bi tudi rekla, z vsem, kar filamo telo, a ne. Pri tistih ženskah, ki se pokažejo težave, a ne, recimo s tistimi ženskami, ki ne morejo za nos, delam drugače. Tako da tam se bolj striktno lotimo tega področja, a ne. Kaj so vse hormonski motilci? Namreč hormonski motilci večinoma oponašajo estrogen. Ja. In pride do tega, kar se tako poljudno reče dominanca estrogena, in imamo cel kup enih menstrualnih težav, recimo tudi boleče menstruacije in tega, ker pač pol progesterona ni nekako dovolj, da bi zbalansiral vse učinke tega estrogena, a ne, ki je prisoten. Tako da pri tistih primerih, a ne, ko ima ženska recimo stres, nekako pod kontrolo, ima dober režim, recimo telovadbe in tako nepretiran, ampak glih prav, je naslednji korak je, da postaneš pozorna na to, kar ješ, kar piješ, namreč hormonska kontracepcija tudi se znajde v vodi na koncu, a ne? In tudi v okolju, v katerem si, a ne? Ne vem, a glih prenavljaš hišo in barvaš, ne vem, stene z barvo, ki ima cel kup enih zelo stvari noter, ki lahko vplivajo na to, kaj se bo zgodilo s tvojim ciklom, recimo, a ne. Ja, tako da pač, a ne, tiste, ki imajo več težav, imajo pol tudi večjo motivacijo, bolj urediti. Ja, ali pa bolj ekstremno se tega lotati, a ne. Kakšen je pa delež recimo tistih, ki so bile prej na kontracepcijskih tabletkah, ki so pač, ne vem, ali pa mogoče tistih, ki ne morejo zanositi, ne? Vem, da si že enkrat v pogovoru prej omenila, da je vedno večji, a ne, ta delež v bistvu prihaja do vas svetovalk, ali pa se obrne na vas šele takrat, ko imajo težave z zanositvijo. Kaj potem, mislim, kako je s spremljanjem teh žena? Ja, sej Agata je že lepo orisala, ne, da tukaj je zelo celostno treba pristopiti, no. Je res, da se na nas obračate čedalje več klientov, a ne, posameznic in tudi parov, no. Tudi dobimo samo posameznice, ker, ne vem, recimo v kakšnih odnosih je za moža mogoče sprejemljivo kaj drugega, za žensko pa res ne, a ne. Ali pa tudi obratno, ne bom rekla, da je zelo tako, a ne. Ja, se obračajo na nas, da mi se sprašujemo, a je vzrok v tem, da se več takih ljudi na nas obrne, a ne, ali je pač dejansko to zgolj odraz tega, kar se v družbi dogaja. Ja, takrat pa pač v bistvu najprej jih dobro naučimo metodo. Kot smo že rekli, ne, ni samo za izogibanje zanositvi, se pravi, jih naučimo, kako uporabljati metodo za zanositev. Zdaj, pač to so sposojni podatki, bom rekla, ne, že nekje tam do 20 ali pa do 40% celo parov lahko že zanosi zgolj s tem, da spremlja cikel, ne. Pri takih ciklih velikokrat vidimo, da je, ne vem, te sluzi malo, ali pa da je recimo doba po vrhuncu, ko bi mogla biti dovolj dolga, da je prekratka, ne. Ali pa vidimo druge kazalce hormonskih težav v ozadju in takrat se da pomagati, ne. Je pa treba, ne, tako res, stres je ena prvih takih stvari, ne. Zdaj, če imamo poln stresa, rabimo v bistvu tudi eno zelo dobro podporo, da ves ta stres zbalansiramo, a ne. Tako da se zelo multimodalno, bom rekla, lotimo. Hkrati pa verjetno si tudi to želela, ne, obstaja pa pač tudi medicinska pomoč, ki je pravzaprav na teh temeljih, a ne. Se pravi, kadar
ugotovimo prek spremljanja cikla neke nepravilnosti, nekaj, kar se v ciklu vidi, pa je najverjetneje posledica hormonskega disbalansa, ali pa nekih drugih stanj, takrat pač pride tudi na vrsto zdravljenje, recimo napro zdravljenje oziroma zdravljenje, ki podpira cikl, kar je pravzaprav razlika med nekim zdravilom ali pa mogoče reproduktivno tehnologijo, gremo tukaj zelo na podporo ciklu. Se pravi, cikl tak, kot je, podpremo na naraven način. To ne pomeni, da ne damo nobenih zdravil, da taka posameznica pač samo, ne vem, opazuje ali pa pije čajčke, mogoče, ne vem, kakšna so prepričanja, ampak da podpremo hormonsko tako, kakor bi naj bi telo samo podprlo, Tako da, ja, so pa seveda stanja, to je treba omeniti, kjer pa tudi v bistvu neka naravna taka reproduktivna tehnologija pravzaprav ne pomaga, recimo, kadar je absolutna moška neplodnost, pač da sploh ni semenčic, tukaj pravzaprav ne moramo pomagati, Potem, recimo, kadar ima ženska absolutno neprehodne jajcevode, tudi z naravnimi metodami ne bomo tam uspešni, Tako da, ja, težava se mi zdi tudi v tem, ne vem, ko pač se par sooča s težavami z zanositvijo, po enem letu v bistvu spontanih spolnih odnosov, ga napotijo potem naprej na zdravljenje neplodnosti, In tam ponavadi ni časa, niti ni tak način, da bi se zelo podrobno zdaj pogledali, kakšen je pa cikel. Čem točno je. Tako, je to ena res tako škoda, na tem področju. Velikokrat je prvo vprašanje, a rabite napotence za umetno oploditev. Aha. In s tem se zaključi, Ja. Ja, oziroma začne, Začne to potem. ni glih zgodba enotedenska, To je tudi naporna stvar, se mi zdi. Celoten proces, za par. Hočem reči, s tem se zaključi ena obravnava ženske, kot pač bomo zrihtali, bomo mi vsi skupaj to zrihtali, mislim, na nek umeten način. Kako pa je drugačno sodelovanje z ginekologi? Imajo posluh, verjetno je različno, si predstavljam, ampak tako, če imate kakšne izkušnje, ni nujno, da z neplodnostjo, ali pa tako s tem težavami, ampak nasplošno, si predstavljam, če pač bi imela mogoče ginekologinjo, ali pa ginekologa, ki ne bi bil toliko, ki se ne bi toliko mogoče tudi sam osebno zavzemal za naravne metode, da bi bil malo bolj skeptičen, bi se počutila kar malo ne dovolj močno osebo, da bi jaz tam, ker nisem strokovnjakinja, zagovarjala, jaz pa pač tako živim. In se mi zdi, da ve kot svetovalke tukaj, če imate kakšen stik z ginekologi, je to veliko bolj dobrodošlo za vaše klientke, pač uporabnice. Jaz lahko rečem, da se je v teh 20 letih, odkar sem pravzaprav aktivno vključena v Senziplan metodo, marsikaj spremenilo. Tukaj ima Slovenija še ogromno prostora in ogromno dela, zato ker pač so šli vsa ta medicinska klientela čez neko izobraževanje, kjer so bile naravne metode predstavljene kot nezanesljive in ki jih raje ne uporabljaj. Ampak v zadnjih letih, torej govorimo po letu 90 prejšnjega stoletja, so pa dejansko znanstvene študije postale tako močne in dejansko so metode tako raziskane, da pravzaprav si ginekologi in stroka ne morejo več zatiskati oči. In zato bi rekla, da se tudi v Sloveniji počasi stvari urejajo, oziroma da ginekologi sami se blazno slabo počutijo, če neka stranka stopi pred ginekologa, pokaže cikel in ginekolog tega cikla ne zna razbrati. Tako da v ta namen sem jaz skupaj s sodelavci razvila aplikacijo, ker tudi današnji mladi v resnici nočejo več beležiti, tako kot se je to dogajalo 20-30 let nazaj, ko smo imeli pač cikle, tako iz papirja, ki si ga imel v nočni omarici in si tam vse zapisal, ampak danes želijo pač imeti mladi cikel s sabo, želijo v tem trenutku vedeti, kje so glede plodnosti, želijo, torej jaz sem tudi iz izkušenj videla, da je zelo dobro, torej da podatke, ki jih
torej, uporabnica vnese, da dejansko torej, app takoj preračuna, torej, da se ve, ali je plodna ali je neplodna, torej, da je ona ves čas tudi na ta način mirna, torej, a ne, ker ko smo se učili, takrat znaš vsa pravila, ne, pol pa velikokrat skozi življenje pozabiš, a ne. Zdaj pa tukaj, pač, ko imamo že, torej, ko nam tehnologija omogoča, da dejansko lahko postavimo algoritem, ki je zanesljiv, pa te ovire ni več, a ne. In torej, moja želja je bila ravno zaradi tega, torej, da lahko ob bok stopimo ginekološki srenji, da razvijemo aplikacijo, ki je verodostojna in ki deluje po vseh evropskih smernicah. In kar pomeni, da ginekolog pred sabo zagleda cikel ali pa zgodovino večjih ciklov in ne more več reči, to je pa tista zastarela katoliška metoda, ampak v resnici pred sabo vidi, a ne, torej nekaj, čemur sam še ni kos, a ne. In moja izkušnja je, da se torej vse moje tečajnice, uporabnice nimajo težav, torej, ker jaz vedno rečem, torej, če bo kakršnakoli vprašanje s strani ginekologa, torej me lahko pokličeta iz ordinacije, sem na razpolago za konzultacijo, da se dejansko odzovejo in so na razpolago. Tako da sama imam veliko lepih izkušenj prav v zadnjih letih, morda prav na račun pravzaprav te aplikacije, ker je tako kot recept, ne, v bistvu, ko dobi pač nek zdravnik pred sabo nekaj, kar je verodostojnega, ne more več ovreči, a ne. Tako da ravno zadnjič sem imela eno zelo lepo izkušnjo, ko sem se srečala z torej ginekologi iz torej študentskega zdravstvenega doma na Aškerčevi, a ne, ker potem tudi ginekologi želijo slišati naša mnenja. Torej, kaj pa vi naredite v tem primeru, ne, to, kar sta že vidve govorile, torej ja, imamo ogromno tudi naravnega, ne, torej najprej začnemo torej cikel s pomočjo, ne vem, recimo urejanje cikla, recimo s svetlinovim oljem, lahko marsikdaj že zelo dobro učinkuje na, ne, torej tu imamo spet ogromno znanstvenih študij in tako naprej, torej in oni nimajo teh podatkov, tako da si tudi oni želijo priti do teh podatkov, tako da jaz mislim, da v naslednjih desetletjih bomo še marsikaj zgradili skupaj z njimi, tako da jaz sem zelo optimistična glede tega in zelo srečna, ker se mi zdi, da tudi oni spoznavajo, da je mnogo več, če imamo mi cikel beležen dan za dnem in vse te podatke zbrane, kakor pa v bistvu to, kar oni lahko pridobijo iz neke pač krvne slike in drugih parametrov, ki jih lahko beležijo, ne, ker oni lahko samo nek aktualen dan v ciklu zabeležijo, a ne, pravzaprav bi pa velikokrat rabili spremljati dan za dnem, sploh kadar so težave večje. Jaz sem tudi sama šla na digitalizacijo mojega cikla, a ne, pred parimi leti. Meni se zdi, da mi je to tako res veliko olajšalo, ker pač telefon imaš itak vedno s sabo. Pač ne vem, v kateremkoli delu dneva se spomnim, vtipkam, ne, pač simptome in tako naprej. Je pa tudi verjetno past, ne, najbrž niso vse aplikacije, ti si rekla, ne, da zdaj razvijate, ali ste že razvili, ne. Ja, najbrž niso vse aplikacije dovolj dobre, oziroma ni kar tako, ne, si bom pa aplikacijo, mi bo ona vse sama zračunala in sem mirna. Kaj se smejiš, Agata, daj povej. Zaradi tega, ker imaš cel kup sranja tudi v App Storeu, a ne. Zelo zanimivo mi je bilo, da je ena, ki skozi jo Instagram lansira med reklame, ki je je dobila, je celo bila FDA approved, torej v Ameriki, a ne. Pa je za moje pojme tako blazno nezanesljiva, a ne. In to v teh primerih, jaz spadam v tisto skupino, ki sem skeptična do same te uporabe aplikacij, ker jih lahko uporabljajo ženske brez enega ozadja. Brez vedenja, kaj pomeni. Tudi, a ne, pri nas marsikateri reče,
ta aplikacija je pač, ja, vsi algoritmi noter so kul, ampak algoritem ne bo vedel, kaj se je zgodilo s tabo en dan prej, da je recimo da se je nekaj s tvojo temperaturo zgodilo ali pa karkoli, a ne? Ali pa pri vrednotenju sluzi in tako, kakorkoli. Zdi se mi, da je vedno ful pomembno to, da je pač zraven znanje, olajšajo pa ful, a ne? Te aplikacije pa res, mislim, res. Primer imam zdajle klientke, ki na vsak način noče iti na telefon, pač jo zelo spoštujem v tem, ker pač je zelo vztrajna tudi na, ja. Ampak je tako, je težje, no? Je težje, ker mora res s tistimi papiri se ukvarjati, pa na različne stvari pol merkati, tako. Medtem, ko aplikacija ti pa daje no to, res, kadarkoli lahko opišeš tudi, ne. Sproti lahko popravljaš, niti treba črtati. Če imaš pač aplikacijo, ki je prilagojena metodi, ki jo uporabljaš, in tudi, da imaš zadaj znanje, se mi zdi pa. Moraš biti pametnejši kot aplikacija, ne? Ali pa pametnejši od svojega pametnega telefona. Ja. Mislim, jaz rečem, ta aplikacija je pametna, to, kar je pameten človek, ki jo je naredil, a ne? Tako da tisti človek pa pač recimo ne more vedeti čisto točno, kaj se je v tvoji situaciji zgodilo, ne? Se mi zdi, da je največji čar teh naravnih metod to, da dobro, en cikel je za mano, ne, ta vem, kako je izgledal, zdaj ta pred mano pa ne vem, kaj bo, ne, in je vsak cikel zase uganka, tako kot je uganka celo naše življenje. In tisto, kar ste prej govorili o teh naših stresorjih in tem, ne, se mi zdi, da še največji mogoče stres nam predstavljajo tudi neurejeni odnosi ali pa neka nezmožnost pogovora, kar ste tudi lepo povedali, da pa lih naravne metode, ki so način življenja, kar mi je bilo tako lepo všeč, da ste to izpostavili, nekako v bistvu opravijo s tem stresom, z nekim delom tega stresa, če se lahko pač partnerja, zakonca, tudi v bistvu preko opazovanja ženskega telesa, ne, bolj povežeta, se znata bolj pogovarjati, se bolj razumeta, ker pač ve, da ni sitna kar tako, a ne, ali pa tudi ona pač, ja, si moramo vzeti malo časa zase, se malo umiriti. Kaj bi ve, tako kot zadnjo zaključno misel, položile tako, recimo, da so ene ženske zdajle, ki nas gledajo, pa so malo v dvomih, pa smo jih, upam, da mogoče malo navdušile. Tako, no, kaj jim bo prineslo, če bi se odločile za naravno načrtovanje družine? Ja, jaz bi jim rekla eno spodbudno, da ne si kar upajo priti, da vsekakor je lepota naših teles tako nekaj izjemnega, da ko to odkriješ, ne želiš iti več stran. Lepo. Ja, tudi meni se zdi, da če je en kanček motivacije, če smo majčken radovednosti zanetle, da naj sam pridejo, res velikokrat slišim pol od klientov, kakšnih, ko pridejo mogoče že malo kasneje, ne glih v rosnih 20 letih, zakaj nismo mi že prej tega, a ne? Tako se mi zdi, da res skoraj ni primerov, ko bi jim bilo žal, če ne drugega, že sam zato, da mogoče sta kot par dobila vpogled v to, kaj se dogaja, da ni to samo njena stvar in mislim, da tukaj res nekaj izgubiti, a ne? Na vse zadnje pač vsak, ki gre v odnos, si verjetno želi zgraditi neko mrežo, neko povezavo, no, in tukaj pa pač samo dodajamo na to povezavo. Jaz sem zelo na srcu predvsem mlade punce, no, ker se mi zdi, da ko enkrat razumejo celotno lepoto, ki jo ženska cikličnost tudi prinaša, to je zelo pomembno, ne, da ni ženska povezana samo s tem, kar je narobe, a ne, nasploh odraščajoče deklice, ko vstopijo v adolescenco, ko vstopijo v puberteto, so prisotna negativna čustva zraven, a ne, ker je toliko močan ta proces, da se poveča vsa tesnoba, vsa anksioznost in da se to lahko preobrazi z enim vedenjem, kakšna moč je lahko njena ciklična narava in kakšna vrednota je res potem tudi
enkrat kasneje v tem, da je lahko ona nosilka življenja. In to lahko prenesajo samo zrele ženske, ki vejo to, ki živijo to. In se mi zdi, da koliko je prikrajšano recimo nam, ki smo šle to pot tako, ki nikoli nismo uporabljali kontracepcije, recimo, koliko nam je pol to dalo tudi ene podlage za sam odnos. Tako. Drage dame, hvala vam, da ste bile danes v našem studiu, pa nam odstrli teh nekaj dragocenih vsebin, majhen pogled v žensko cikličnost. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, ki ste gledali to oddajo Odnosi so zakon, ki jo pripravljamo pri družini in življenju. Spremljajte nas na Facebooku, prijavite se, subscribajte ta naš YouTube kanal in se kmalu ponovno vidimo. Adijo.